Fantasy. Radio Fantasy. Turn my world around. Ja, to se je zgodilo v Celju, ko smo v bistvu kar na glavo obrnili stadion z Dežele, ki ga bo tokrat v četrtek obiskalo več kot 12.500 obiskovalcev oziroma navijačev. Seveda tukaj niso ušteti fuzbalerji, trenerji, kondicijski trenerji in ostala druščina. In ker gre za zelo velik dogodek, naj povem, da je ura 4 minute čez 8:30, z mano pa je Sebastian Gobec, ki je tudi, lahko rečem, tehnični, kaj si? Čak, takle, evo. Najprej dobro jutro oziroma lep pozdrav vsem poslušalcem, tako da ja, približuje se super dogodek, ki nas res čaka v četrtek, tako da jaz osebno skrbim za stvari, kjer se dotika predvsem organizacije tekme, se pravi z našo ekipo, z mojo ekipo in jaz mislim, da smo pripravljeni za super dogodek v četrtek. Zdaj ti si začel tako radno, ali lahko narediš najprej šluk kave, prosim, ker vem, da je zgodna jutranja ura za tebe, ampak vseeno vem, da si tudi ti dosti jutranji človek, priznaj si. Ja, res je, jaz sem zelo jutranji tip, se pravi, jaz ponavadi prihajam na klub od 7 do 7:15, tako da ja, jaz rad hitro vstanem, zvečer pa hitro spat. No pa lahko priješ kmalu na radio, da veš, malo mi družbo pa to. Ne vem, če sem dosti dober za take stvari. Lej, se te bomo sprifala, tudi mene so. Ampak Sebastian, ti si danes tukaj zaradi tega, ker organizacija tako velikega dogodka, kot se bo odvil v četrtek na stadionu z Dežele v Celju, dejansko še nismo imeli, kar se tiče nogometa. Res je, jaz mislim celo, da je to največji dogodek na splošno v Celju, predvsem zaradi tega vidika, ker vemo, kaj pomeni nogomet v svetu. Moramo se zavedati, da prihaja po zadnjih informacijah 1300 Italijanov, se pravi teh 1300 Italijanov je 400 takih res ultras scena, tako da pač res čaka vse nas v klubu, da pač naredimo dogodek res prijeten predvsem za obiskovalce, da bo res nek praznik, ki se bo zapisal v zgodovino Celja, nogometnega kluba in na koncu tudi Slovenije. Nobena ekipa se še ni uvrstila v četrtfinale izločilnih bojev v evropskih tekmovanjih, tako da mogoče se še niti mi sami v tem trenutku ne zavedamo najbolj, kaj nam je vse uspelo oziroma kaj so igralci z strokovnim štabom naredili na terenu, da pač mi zdaj, bom rekel, v narekovajih zelo švicamo, ampak ja, vsi si želimo to delati, vsi bi bili na našem mestu in uživamo v organizaciji oziroma pred samem eventu, ki se nam bo zgodil v četrtek. Zdaj, kar se tiče same organizacije, jaz verjamem, da je najbolj zahtevna ever, če tako pogledamo, ampak eno vprašanje. Koliko klicev dobivaš za kakšno karto? Ja, glede na to, da ste karte prvič dali ven, drugič dali ven in še tretjič dali ven in razprodali. Ampak vseeno, ziher je še, ej Seba, kaj še imaš, kakšno? Ja, zdaj res, mislim, če bi šel štet, pa če bi sešteval vse karte, kjer bi pač so me klicali ljudje, jaz mislim, da bi prišlo čez 200 vstopnic, pa to sem rekel, po mojem še premalo. Ampak moram reči, da je bila zelo podobna situacija, ko smo se prvič borili za prvaka. Vemo, da je bil takrat COVID obdobje, da je bilo omejitev 500. Mislim, da bi takrat tudi napolnili stadion. Takrat mislim, da je bilo še bolj, ker se pač za tistih 500 stopnic je pošlo, mislim, da v 2 minutah, ampak ja, ljudje so stali v vrsti, klicali, tako pa tudi zdaj. No. Jaz sem zelo vesel, da sem videl prvič, pa sem že, bom rekel, v narekovaj 100 let v klubu, da so ljudje stali dobesedno v vrsti pred klubsko trgovino in čakali na ta kos papirja, ki je pač ki je pomenil zelo veliko. Zelo veliko pomenil, ja, predvsem ljudem, kjer so pač si želeli na tekmo, nam pa tudi, ko smo videli res, da stoji cela Slovenija za nami in da bo prišel, da bi si vsi želeli
to tekmo pogledati v živo in ja, smo veseli, da je to pač tako. No, ampak kar se tiče same organizacije, pustva zdaj tekmo. Kaj se tiče predvsem nas, navijačev, ki bomo prišli na tekmo, kakšna je situacija, a imamo sploh tukaj parkingov zagotovljenih, pijača, hrana, se veš, torej tudi pomembno. Ja, res je, moram reči, da smo mi takoj po tekmi v Tunu, ko smo se vrstili naslednji krog, začeli razmišljati o teh stvareh. Definitivno smo imeli ogromno sestankov s policijo, z varnostno službo, z mestno občino, s samimi ljudmi v klubu, kateri pač to počnemo. Res bi rad dal neke informacije, da bo čim bolj, bom rekel, dostopna stadion, organizacija, da bo čim manj stresa, da bo čim manj slabe vole, ker nam je res v končni fazi je to nek dogodek, ki je pač pomeni veselje, združevanje in res ne bi radi, da bi bila slaba volja zaradi nekih stvari, kjer pač mogoče lahko vplivamo in nismo naredili tako bi mogli. Tako da res bi vaše poslušalce oziroma vse ljubitelje, kjer bojo prišli na tekmo, podal neke informacije, predvsem to, kar je najbolj pomembno, se pravi, stadion se odpre 2 ure pred tekmo. Okay. Stadion torej to pomeni ob 7. Ob 7 bo stadion odprt. Res naprošamo, da pridejo ljudje čim prej na stadion, zaradi tega, ker pa se še pripravlja neka koreografija in bi res radi, da je tisti dogodek, ki se tekma začne, se pravi ob 9, da bo res ready in da bomo naredili res super ambient, oziroma da bojo naredili super ambient, tako da ja. Potem druga stvar, ki je zelo pomembna, podal bi informacije, kje lahko ljudje parkirajo. Se pravi, parkirajo lahko Supernova, parkirajo lahko Planet Tuš. Tam bo tudi garažna odprta. Tam bo tudi garažna hiša odprta celo noč. City Center Celje, tudi bo garažna hiša odprta celo noč. Plus tega, kar je pa zelo pomembno, mogoče za ljudje, ki bojo prišli z bližnje okolice, se pravi Šentjur, Laško, Žalec, se pravi okoliški kraji, da probajo avtomobile prepustiti na javnem parkirišču na Vrunčevi ulici. Se pravi, to je če si malo predstavljamo, to je nasproti prve osnovne šole. Zelo veliko parkirišče in od tam bo tudi vozil Celebus. Top. Ja, seveda in jaz mislim, da je to super zadeva. Se pravi, tako da poenostavimo, Vrunčeva ulica, to je tam, ko je fakulteta za logistiko, tako. Tista velik parking v zadnji, se pravi, od tam bo vozil tudi Celebus do stadiona, tako da lahko vi tam parkirate. Tako, zelo pomemben podatek je, začne se voziti ob 7 zvečer in se vozi na 20 minut. Na 20 minut bo avtobus pobiral. Kar je pa še druga točka, kar se tiče samega busa, je pa, da po koncu tekme bo bus čakal na zahodni tribuni in jih bo odpeljal direkt nazaj na parking, se pravi, tako jih bo pač pobiral. Kar se tiče cele busa, mislim, da je to zelo velika pridobitev oziroma zelo tudi logistično se mi zdi, da je zelo fajn in da bo imel res ljudje čim krajši in pa čim lažji dostop do samega objekta oziroma do samega stadiona. Ok, zdaj jaz bom tako povedala. Glavni stvari, ki sva jih zdaj trenutno povedala, so parkirišča, ki so dejansko povsod v okolici samega stadiona z dežele, medtem ko garažni hiši, City Center in pa Planet Tuš bosta tudi odprti skozi noč. Celebus bo vozil od tistega velikega parkirišča za logistiko, pa vse do stadiona na vsakih 20 minut, začnejo ob 7. Tekma je ob 9. To pomeni, da 9:00 morate biti vsi, ampak res čist vsi na svojih stolih, s tem, da z Sebatom bomo povedala še par stvari, kar se tiče koreografije, ker pa je, da bomo plesali. Mal šalo na stran, ampak vseeno. Dajmo hitro še povedati, kakšno je vreme, potem pa nadaljujeva. Evo, pa smo že nazaj, z mano je Sebastian Gobec, predstavnik trenutno NK Celje. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. V bistvu bomo rekli, da je tehnični organizator, kako se reče temu? Pa dobro, se naziv v končni fazi ni pomembna. V glavnem, ti si tisti, ko skrbiš za logistiko, tako. Če bo kjer mu zmanjkal pijače, si ti kriv. Ne? Tudi lahko. Tudi lahko, dobro. Eden mora biti kriv, pa dajmo reči, da boš danes to ti. Ok, se veš. zmeni.
Zdaj, povedala sva, da pred četrtkovim spektaklom, ki se obeta na stadionu z Dežele, je predvsem pomembno, da pridemo na tekmo vsaj 2 uri prej. 2 uri prej se namreč tudi stadion odpre. Zdaj, fanshop bo valjda odprt, ne? Ja, sigurno, za te stvari smo poskrbeli, predvsem v samem stadionu, tudi kar se tiče pijače, jedače, bo poskrbljeno. Mislim, da smo mi pripravljeni, da še imamo neke malenkosti za postoriti, ampak ja, res bo imel samo obdobje na stadionu, tisti, kateri bojo prišli. Kar je zelo pomembno, tudi vreme nam bo šlo na roko, ne bo padavin, temperatura bo normalna, tako da jaz mislim, da nas res pričakuje super spektakl in mi bomo res poskrbeli, da bojo obiskovalci se počutili komfortno in pa seveda, da bo naš 12. igralec in da bomo na koncu zmagali Italijane. Makaroni in pica. Tega sicer na stadionu verjetno ne bo, bomo kaj drugega dobrega pojedli, ampak kot sva rekla, koreografija za 12.500 ljudi. Kaj to pomeni? A bomo imeli flash mob show? Kako ste si to zamislili? Kaj dejansko? Plesali bojo igralci na igrišču, tako da tisto prepustimo njim. Ja, res je, pripravlja se koreografija, tudi zelo velik zalogaj. Vsak obiskovalec, ko bo prišel na stadion, bo takoj vedel oziroma bo takoj jasno, zakaj se gre. Na vsakem stolu bo pač prilepljena neka zadeva, katera bo pač pred samem začetku se bo ta stvar vse skupaj dvignala v zrak in bo potem res super ambient za videti, seveda ja, na kameri, tako da bo res pripravljajo fantje, kateri skrbijo za to super zadevo in jaz mislim, da bo tudi na koncu izpadlo super. Res bi pa še enkrat v tej priložnosti res naprosil vse obiskovalce, da pridejo čim prej na sam stadion in da pač res smo pripravljeni, ko bo 10 do 9, da se stvar aktivira na tribuni. Aktivira. In da se bo stvar pravilno aktivirala, je tudi nujno potrebno, da si vstopnice vsi natisnete že predno pridete na stadion. Tako je, zelo pomemben podatek je, da imajo fizično v rokah vstopnice. Moram še povedati, da je južna in severna tribuna so personalizacija, tako da to pomeni, da morajo imeti osebni dokument s seboj ljudje, kateri bojo na teh tribunah. Še en zelo pomemben podatek je za ljudi, da bo Jamova ulica zaprta bo še 18. ure pa do 23:45. Če si znamo predstavljati, ja. To je na južni tribuni, se pravi, tukaj bojo Italijani. Južna tribuna je teta, ko greš v bistvu od tamalega igrišča nogometnega proti Golovcu gor. Tako. Na tej strani tam, če si predstavljate, mislim, da celo vrtec tam in vrtca gor, tukaj je semafor. Se pravi, ta je zaprta. Ta je samo za Italijanote. Ta je popolnoma zaprta za promet. Se pravi, da res od 6 naprej bo se stvar zaprla, tam gor bojo tudi prišli Italijani imajo tudi, se pravi, mi temu pravimo meeting point, zbiranje na igrišču Olimp in tukaj bo, mislim, da tudi največ Italijanov se zbralo in potem grejo po najbližji poti do južne tribune in ja, to smo se tudi skomunicirali z policijo. Ja, seveda. Mislim, tako veš vprašam. Sej so dobrodošli na stadionu, sej ni sploh noben, da bi rekel karkoli, da smo pomislili, da ne bi, ampak ja, mi bomo poskrbeli za vseh 12.500 ljudi, koliko jih pričakujemo na samem stadionu, da bo imel pijačo, jedačo. Mislim, oprosti, Sebastian, a veš, ura je taka, da jaz sem že lačna, zato študiram pač o hrani in pijači, ampak se veš, fajn je, da ko prideš na tekmo, da se imaš fajn, da je nekaj animacije, da se nekaj spije, nekaj poje, ker se veš, za navijanje moraš imeti vlažna grla. Seveda, ja, se strinjam in ja, to bomo poskrbeli oziroma je poskrbljeno, že na vseh tekmah do zdaj bilo, tako da kar se tega tiče, ne bo noben problem. Ja, res pa je, da
da je velik zalogaj, da je količina velika, da mogoče bo prišlo do kakih zamaškov, kar se tega tiče, ampak ja, res Kako bi pa naprosto... lahko morda poskrbimo za te zamaške, da pridemo pravočasno na vrata, da pridemo z osebnim dokumentom in sprintano vstopnico, spravi z natisnjeno vstopnico. Sedežni red. Sedežni red je zelo pomemben, ker je stadion razprodan in lahko se hitro zgodi, da pride do kakšnih komplikacij na samih tribunah, tako da res naprošam, da ljudje tisto karto, vstopnico, ki imajo, sedežni red se držijo, ker bomo takrat tako imeli najmanj težav, oziroma tudi oni. Res pa je, da bomo tudi imeli zelo veliko varnostnikov po tribuni, da bomo tudi, če prije do česa, do kakršnega koli nesporazuma, bomo to reševali na licu mesta. Tako da jaz mislim, da res ne bi smeli biti nobenih težav. Pričakujem pa res super dogodek, super navijanje in atmosfera, katera še mislim, da ni bila oceljena. Glede na to, da Matko tu je stekl zdaj, ne? Lahko pričakujemo, da bo Matko šel v napad. Matko bo šel v napad, seveda, sej tu ni, tisti, Ja, pol leta je imel pauzo. Ja, seveda, tisti, ko smo bili v športu, vemo, da je bilo v končni fazi njemu najtežje. Ampak res smo si veseli, da se mu je fant odprlo. Ne enega, ne dva, tri je dal, sem priznal, so sam dva. Tako, ja, ampak ja, načeloma res, tudi kar se tiče športnega dela, zdaj izgledamo, se mi zdi zelo dobro in jaz moram reči, da me kar vse skupaj že drži, po noči se zelo malo spi, predvsem zaradi stvari, kjer nas čakajo v četrtek. Moramo tudi tukaj povedati, da pride res ogromno gostov, kjer so povabljeni VIP gosti, pride predsednik UEFA na tekmo, to je že drugič, to je zelo velika čast. Tako da res se veselimo vsi skupaj tega in na koncu sem prepričan, da bo vse skupaj tako mora biti. In da bo tako, ko mora biti, vam bom jaz samo še na hitro povzela vse, kar je Sebastian povedal. In sicer parkirišča bodo možna v okolici samega stadiona z Dežele, medtem ko garažni hiši Planet Tuš in pa tudi City Center bosta odprti tudi po noči. Iz parkirišča pri fakulteti za logistiko bo vozil tudi Celebus od 7 ure dalje na 20 minut in pa tudi potem po tekmi nazaj. Seveda, če se le da, če ste v bližini stadiona, dejte prideti peš oziroma trajnostno in absolutno pridite dobre volje, pa vsaj 2 uri pred tekmo, ker gneča bo 12.500 ljudi, je precejšen zalogaj. Vsi boste imeli možnost kaj dobrega pojesti, kaj dobrega tudi spiti, navlažiti grla in pa se naučiti tudi same koreografije, ki pa ne bo plesna. Ne? Jaz bi samo še eno stvar dodal, res naprošam, da upoštevajo policijo na samem prihodu v mesto Celje, ker mislim, da bo tukaj se zna face stvar nagužvati oziroma velika verjetnost, si pričakujemo gneča, da bo prihodi tisti, ki bi prihajali drugod, predvsem tukaj iz avtoceste, probajte res upoštevati, da bo čim malo stresa. V bistvu pridete prav cajt v Celje, lahko pridete že popoldne, pa greste malo naokoli. Tako bomo rekli, tisti, ko pridete od drugod, pridite definitivno že tako okoli 4 po šihtu, imate ziher kaj za delati, v glavnem ob 7 se stadion odpre. Imejte seboj fizično sprintane natisnjene karte in pa seveda personalizirane tiste, ki so obvezanje osebni dokument. A sem midva še kaj pozabila? Jaz mislim, da smo generalno povedali vse, kar je pomembno za organizacijo. Res pa je, da sam še naprošam ljudi, da bojo predvsem zelo glasni in verjemite, da na koncu bojo tudi igralci vrnali to na igrišču in da bomo vsi skupaj zapuščali stadion veseli pa dobre volje. No, pa tako sem rekla, Sebastiana, prosim ne več klicati za karte, ker jih nima. Ma pa 2, zadnji 2 še naša Nena. Tako da vsi tisti, ki še nimate karte in si jih močno želite, imate možnost, da dobite 2 vstopnici, če napišete seveda v SMS NK Celje, zraven pripišete vaše ime in priimek in ga pošljete na 041 300 300.
Še vedno pa lahko osvojite tudi podpisano žogo naših nogometašev. Sebastian, hvala za obisk. Hvala za povabilo. Se vidimo v četrtek, jaz upam, da od 4 naprej bomo že kar vsi tam. Super. Kak pa drugače. V glavnem, vi pa tudi v četrtek od vsaj 6. ure dalje bodite že perajt, zato da bomo imeli še kaj od dneva. Radio Fantasy. Radio Fantasy.